ta prav čas, da začnemo. Jaz vas vse lepo pozdravim v imenu knjižnice. Posebej pa pozdravljam našo Mojco Komodej, ki je med nami, da predstavimo njeno novo knjigo, Krona sovražitev. In bomo skozi pogovor probali malo pogovoriti. Tisto muziko sem nalaš malo tisto zraven, bomo mogoče še kakšna rekla o tem. Zraven bi še tako rekel, no, če bo komu se zdel, da bi rad kaj vmes rekel, ne kar reče vmes, no. Zelo dobro je bilo, da bi bilo to bolj pogovoru podobno, ne pa eno takmu formalnemu nastopu. To bi bilo pa najboljše. Tako, jaz sem mislil, da bi na začetku vendarle vas nečkam predstavil, no, čeprav vas zagotovo vsi poznamo, ne. Se pravi ste, kako vas recimo tisto, ki je predstavljala filozofina, publicistka, pisateljca. Kako bi se edel odredili, v kjerim vrsti ni vedeli, da rekli, kaj je res nekaj? Pisateljca na prvem mestu. Publicistka vse manj, filozofinja skozi, kar tudi filozofija je ogromno v tem mojem romanu, pa tudi v prejšnjih stvarih so vsaj slogični in drugače. Publicistka pa zato, ker se pač ta medijski prostor krči, tako da za tisto kulturno stran dela, ki sem pisala, mislim, tam zunaj so skoraj nimala več. Ostala mi še sobotna priloga. Pa seveda v zadnjih 3 letih tudi dramaturgina, ker delam s Draganom Živadinovim dramaturgije. Pa še kje bi se najdel? Moderatorka na Kersniku, v Zavodu Kersnikova, kjer povezujem teme, ki zadevajo umetnost in znanost. Ampak pisateljca ne pa je pa tako, ne? Ja. Pa spravo se to pravi, da bi se pomagali. Zdravo bi spomnil na to, da ste prijeli že kar nekaj nagrad, no? Samo dve nagradi. Aha, sem mislil, sem kakšno hvalil, slučajno, dve imam napisani, ne? Ne. Ena je še frišna, ne? Kučičevo pero, ja. Ja, tako. Ja, to je nagrada, ki se podeljuje za knjige, ki so nastale v srbskem izvirniku oziroma srbskem prevodu. Jaz sem dobila za temno osnov oziroma tamno materijo, ki je šla lani pri Beograjski službi Geopoetika, sem dobila nagrado Kučičevo pero. Namreč to je bilo letos poleti, mislim konec poletja. Vsako leto so podeljene 4 Kučičeva peresa. Sedež nagrada je v Banja Luki. To je zadužbena Petra Kučiča. Petra Kučič je bil sodobnik Ivana Cankarja, zelo napredne ideje, med v tistem času, tako naprej. V tej komisiji živi, no je bil pa med drugim tudi Jerovič, ki je tudi med drugim v preteklosti dobil to nagrado. Ja, no, začestite pa mi, no? Hvala. Upam, da bo naslednji let resnik, ker mislim, da si ga imeli zaslužiti. Najlepša hvala. Resnično, ne? Tako da drugih del, zdaj jaz ne bi predstavljal, no, kaj ste do zdaj napisali, mislim, da pa jih kar vsi poznamo, no. Tako da je prav, da kar rečemo zdaj kakšno o romanu. Zdaj, predtem ste res napisali 2 knjigi kratkih zgodb. Tole je pa roman, in to kar zelo obsežen roman. Zdaj, kakšna je razlika, no, rekel, razlog, da ste se tako, rekel, knjižnega teksta lotili in ali kakšen poseben, rekel, preskok ali tudi potreben, da se potem tazga teksta lotiš drugače kot kratke zgodbe? Jaz sem leta 2008 na rezidenci v Kremsu, to je spodnja Avstrija, 1 uro vožnje od Dunaja. In tja sem šla direktno iz Ars Electronica festivala za to sodobno umetnost, ki povezuje, vključuje tehnologijo in podobno. Sem se jaz v 2 urah predstavlja iz enega zelo futurističnega sveta v ta svet, kjer je, po mojem, to je regija, ki je najbolj gosto posejana z ogromnimi samostani, med drugim je Melk, samostan Melk. Če se spomnite v imenu Rože, ta pomočnik od tega glavnega, je bil iz Kremsa, ne? To so benediktinski samostani. Potem nad Kremsom je tudi Gottwaldstift, ki je tudi izjemno zanimiv, ampak zlasti me je fascinirala recimo knjižnica, ki sem jo v živo videla, sicer tako za eno vrnico v Melku. Seveda, jaz imam moj odnos do teh samostanov jasno, da so bila zotovelska središča, ampak vendar v srednjem veku
so bila tudi središča vedenja. Tam so nastajali prevodi, tam se je odvijala skolastika, potem botanična raziskovanja, ne. To so bile res koncentrati vedenja. So že v srednjem veku nastajale univerze, ampak pač samostalni so imeli tudi to vlogo, no. Ne vem, ali je bilo pač to, verjetno da je še kaj drugega, ampak začela se mi je svetlikati ideja, da bi se morala lotiti enega romana, ki bi bil postavljen v novi vek. Jaz na začetku nisem vedela, bo to zdaj 16. ali 17. stoletje. V tistem obdobju sem jaz pisala to zbirko kratke proze Temna snov in ker sem se zavedala, kako velik zalogaj je to, kar me je nagovarjalo, mislim, tudi nekaj, da bi jaz razmišljala, česa bi se lotila. To se je porodil in potem bo to vse močneč, se te v redu. Ko končam to, pa bomo videli, ne, če me bo še držala. In potem je postala pa res zelo močno. Pa sem doživela pa res tako, da sem se, mislim, ni bilo druge variante, kada sem se lotila študija, začela sem si nabavljati knjige iz najrazličnih področij, tako same zgodovine, dobre filozofijo sem precej dobro poznala, umetnost tudi, teologijo jaz, ker sem se študijsko ukvarjala z to problematiko Boga v stari in v novi zavezi v okviru filozofije. In je pa tudi to resno, da že med temno snovjo sem razmišljala, da ne bom šla zdaj delati tretje zbirke kratke proze, ker se nikoli želim ponavljati, ko pišem. Samo sebe reciklirati se mi zdi proti odvratno, ker mi mora biti vedno, pisanje zame vedno izziv, vedno je to vstop v neznano. Jaz ne vem, kaj se bo meni zgodilo in mora biti en napor. Jaz moram drugačno priti po koncu tega ustvarjalnega procesa. Predvsem pa moram vedeti več in nekaj drugega, kot sem vedela na začetku. Da bi se samo usedla in tam pisala, kaj se meni dogaja, to predvsem mene ne zanima. To so bili osnovni razlogi. No in med študijem vedela sem, da bo postavljeno na to območje notranje avstrijskih dežel, skratka območje današnjega slovenskega prostora. In med študijem sem se potem odločila, da bo to konec 16. stoletja, ker bo to zelo vznemirljivo stoletje, kjer so se upeljale zelo velike paradigme na področju znanosti, recimo astronomije, Zemlja je bila izvršena iz središča, postavljeno je bilo sonce. To niso bile enostavne ideje, to so bile ideje, ki so doživljale zelo močne odklone in ljudje so tudi plačali življenjem. Recimo Giordano Bruno omenjen, ki to ne pomeni, da je bil ona tih izdaleč od tega, ne, ampak je imel to panteistično idejo o multiplih vesoljih, da poleg našega obstajajo različni, še mnogo druga vesolja. In to je bilo seveda takrat preveč prevratno in so ga vrgli na grmado januarja 1600. Ampak recimo zanimivo, pred pol leta mi je en astronom, ki je zaposlen v Južnem čilskem observatoriju, Južnem evropskem observatoriju v Čilu, mi je rekel, Giordano Bruno je imel prav. Ne? Mislim, ni to samo njegovo mnenje. Ne? To je zelo sodobna ideja na področju astronomije. Potem spremenilo se je razumevanje telesa, dotlej je veljala ta pač doktrina, ki je v resnici temeljila na anatomiji živalskega telesa, ker prepovedane so bile sekcije, poseganje v človeško telo, seveda zakaj. To je bilo v skladu s to krščansko doktrino ponovnega obojenja od mrtvih in zato, da je v bistvu to telo lahko ponovno obojeno od mrtvih, mora biti telo cenjeno, zato je bilo to prepovedano. Skratka, zamenja se koledar, namesto julijanskega in gregorijanski koledar. No in seveda, kot ta najmočnejši konec srednjega veka, je pa evropski prostor doživel nenadno ohladitev, namreč v Evropi je bilo tam, mislim, 11. 12. stoletje eno obdobje zelo toplega vremena. In recimo tudi v tem času, tako so meni, ne vem, niti se ne spomnim, kdo mi je razlagal, ta Zagorica, da so v Zagoricah gojili trte, vino, menda. In to je bilo res možno v srednjem veku takrat gojiti. Potem pa pride do nenadne ohladitve, poleg tega pride iz Azije kuga, in to ta najhujša kuga, ki je pomorila skoraj polovico prebivalstva, bila je lakota, skratka, prebivalstvo se je razpolovilo in treba bilo v tistem času poiskati krivca. Vedno so priročni krivac Judije, še vedno so bili,
Ampak poleg Judov se je s prstom pokazalo seveda tudi na razvrat v cerkvi. Ne moramo reči rimsko-katoliške cerkvi, da če ni imela sedeža pač na ta način, bilo bolj zapletena ta situacija. In učinek tega so bile različna reformatorska gibanja znotraj cerkve in ta najmočnejši odvod po husitih, v 14. 15. stoletju na Češkem, ta najmočnejši odvod je bil seveda protestantizem, ki pa tudi ni bil homogen. Ena stvar so bili pač luterani, potem so bili cviklijanci, kalvinisti, med sabo so bili tudi oni seveda spore. No, pri nas so bili navzočni luterani, to je šlo za Augsburško veroizpoved, najbolj znan predstavnik je bil Primož Trubar in v drugi polovici 16. stoletja je bila precejšen del meščanstva na tem območju je bilo luteranov, plemstvo domalo na vsaj, tudi precej cerkvenih dostojanstvenikov na različnih rangov je začelo pristopati v luteransko vero, podeželsko ljudstvo pa je ostajalo pri katoliški veri. Recimo Ljubljana, konec 16. stoletja, skoraj polovica Ljubljane je bila luteranska. Ampak ta stvar se zelo hitro spremeni v parih letih. V začetku 20. let 16. stoletja namreč postane deželni knez Ferdinand II., ki bi mogel tršiti svojega predstavnika. Ljubljana dobi škofa Tomaža Hrena in Tomaž Hren izvede to rekatolizacijo in do konca leta 1600 večina meščanov, luteranov prestopi v katoliško vero, zelo redki se namreč odselijo iz tega območja. Plemstvo je dopuščeno še naslednjih 30 let, da ohrani svojo vero, ampak se mnogi prav zaradi tega odselijo. To je en tak zgodovinski okvir. To, kar se dogaja v tem romanu, je seveda fikcija, so pa določena zgodovinska dejstva navedena, ki so pač točne. Bi rekel, a bi ga vi opredelili kot zgodovinski roman? V ta roman je možno stopati skozi zelo različne, različna vrata. Jaz ga sama ne opredelujem skozi zgodovinski roman, jaz mislim, da je to sodoben roman, ker ima tudi tak jezik je namreč sodoben, je pa patiniran malo z nemškimi izrazi, malo z latinskimi, rečemo italijanskimi, malo tudi s temi obrobnimi, kar zadeva recimo ta ljudstva, ki so prihajala z Balkana. Namreč takrat se je Otomanski imperij se širil po Balkanu in so v konec 15. stoletja so begunci, pravoslavni in katoliki bežali iz Balkana in se naseljevali potem na območju recimo Bele krajine, potem Čičarije, Koper tudi, Vlahi. Skratka, nekateri ga opredelujejo kot teološko-filozofski roman, to se mi zdi zelo točno, ampak se mi zdi, da je tak zelo kompleksen sodobni roman, tako ga jaz doživljam. Mislim, da se bere zlasti zelo sodobno, zmeri znova človek bralec prepoznava vse mogoče noter, čeprav je seveda nekje postavljeno v tisto roman. No, potem je ravno zanimivo, ko ste omenjali jezik je nekaj posebnega tega noter, kako ste ga sproducirali, ker to pravzaprav moraš ustvarjati pravzaprav en tak jezik. Kako ste to naredili? Večkrat namreč povem, da za vsako stvar, ki se je lotam, literarno, jaz vedno rabim nek zelo specifičen jezik. Jaz nisem tiste vrste pisateljica, ki bi bila prepoznavna skozi isto lego pisanja. To meni absolutno zanima, ker se mi zdi, da vsaka zgodba, vsak lik nenazadnje zahteva nek specifičen jezik, sploh pa nek celoten tekst oziroma knjiga kot je tale. Po izidu Temne snovi se mi zgodilo tudi to, medtem ko sem me nagovarjala ta ideja, da sem prav zaslišala jezik. Namreč roman se začne s sinkopiranim ritmom in se tudi konča s sinkopiranim ritmom. In ta ritem sem jaz slišala in potem, ko sem ga slišala, sem ga tudi čutila. Mislim, zelo organsko doživljam vse to stvari. Mislim, zame je pisanje zelo organski proces. In ko sem videla, da jaz jezik imam,
Vsi sem jaz bilo kar grozno, ja, ko sem bila, da bo to moralo biti izpilen do potankosti, ker drugače bo to šlamastika, mislim, tja pa nima pol upravičila pred sabo, mislim, zakaj sem se potrudila do 100%, ne. In jasno, zdaj, ker pa sem vedela, da želim en tak zelo kompleksen svet predstav, sem vedela, da pač znotraj tega jezika bodo pa ti jeziki posameznikov različni glede na njihov stan, ker so pač vsi družbeni sloji nastopajo v knjigi, ne nazadnje tudi na njihov izvor, poreklo, ker in tudi veroizpoved, so namreč katoliki, so luterani, potem so tudi tujci, so pač Judje, ki sicer v tistem času niso smeli živeti na tem območju, namreč Maksimilijan Cesar jih je z dekretoma na začetku 16. stoletja pač je prepovedal naseljevanje in bivanje Judov na tem območju, so pa vendarle prihajali, ne? Seveda, ker sem vedela, da jih ne sme prikazati kot nekoga, ki tukaj kar samoumevno biva, sem se morala razmisliti, ne? In potem sem jih označila kot tržaške trgovce. Ampak sem vse preverila pri Klemenju Iljičiču, s katerim smo prijatelji, da se dolgo časa poznava in je tudi res absolutno največji poznavalec judovstva pri nas. Če je to v redu, je rekel mojcem v redu. Mislim, natanko to so tudi bili, ker namreč te Marburgi, Judje iz Maribora, so se potem, mnogo njih se je selilo potem v Koper, Trst, na to območje. Ker v tem obdobju so notranje avstrijske dežele, je sestavljalo, mislim, 4 dežele so sestavljale notranje avstrijske dežele, in sicer Štajerska, prestolnica je bil Gradec, tam je imel sedež Knezoškov Ferdinand II, potem je bila Koroška, Štajerska, Koroška, potem Kranjska in pa Goriška s Trstom, to je bila grofija, ki je bila bolj tolerantna do Judov, sicer so morali živeti v getih, ampak tam so nekako lahko bivali verjetno tudi zaradi bližine Italije, imela malo poseben status, no. Skratka, tako da je tudi malo jidiša, tukaj je bil moj svetovalec, jasno, Klemen, ki jidiš vlaga, zato recimo, ko omenjam šabat, ni šabat, ampak je šabes, ja, potem, ja, tako skratka, zamislila sem si, da se v bistvu to dogajanje nekakšno središče, bom rekla, kar celega univerzuma, ne, v katerem se prepletajo zgodbe, prihajajo pa iz raznih koncev sveta, ne samo iz Evrope, ne samo recimo iz Brunija, iz Graca in podobno, ampak prihajajo tudi z novega sveta, skratka iz Amerike, iz Mehike, ker so namreč, to je bilo 100 let po tako imenovanem odkritju Amerike, ne, in te zgodbe so prihajale preko trgovcev in seveda misionarjev, zlasti dominikancev, tudi frančiškanov, in potem neke zgodbe tudi prek jezuitov, ki so v tistem ravno v času začeli odhajati na Japonsko, ne. Skratka, je tak zelo kompleksen svet sem skušala predstaviti. Zraven ste omenjali, ne, pri jeziku, da se knjiga začne in konča, mislim, da prav na prvi in na zadnji strani knjige, da je govorilo si kopirali in mest potem še vrti. Pa tudi pravzaprav velik del knjige, pravzaprav cela knjiga je zgrajena tako polifonično, ne? Mnogo glasno, mnogo glasov govori, včasih je ljudstvo je sploh, ne, mnogo glasno, ne? Kakšno je potem pravzaprav glasno? Izjemno. Jaz sem hotela, da ta roman deluje izjemno živo, ne? Prav zato nisem želela, da bo to zdaj žanrski zgodovinski roman. Želela sem, da ko bralec to bere, da dejansko sliši in vidi. Kar nekaj bralcev mi rekli, da je zelo kinematografsko narejen, da so videli slike, seveda vsak svoje, ne? In pa seveda ta zvočnost. Mislim, ritem je povezan z zvočnostjo, tudi kar precej referenc tudi na renesančno glasbo, ki je meni osebno izjemno blizu, ne vem zakaj, ampak to nekako od mehkega. Zdaj trenutno, mislim, to sem bila zelo vesela, ko je Rudi izbral Gesualda, to je bil zanimiv avtor iz renesanse, Italijan, ki je bil vizionar v svoji glasbi. Namreč na začetku novega veka, konec srednjega veka, tam 14-15 stoletje, se pojavi en glasbeni trend Ars Nova, ki je začela
avtori so začeli ustvarjati drugačne vrste glasbo in med drugi glasba, ki je vključevala tudi kromatiko. Ne. To je ta kromatika, ki je nekaj povsem drugega kot harmonija, ne, in ki je pravzaprav modus 20. stoletja, glasbe 20. stoletja. Ne. Ko sem jaz prvi slišala Gesualda, to sem slišala recimo, kaj sem pred 15 leti, slučajno sem ujela na nekem radiju, na radijski postaji, glasbo, ki nisem mogla postaviti v obdobju. Vedela sem, da je sakralna glasba, vedela sem, da je z nekega drugega časa, srednjega veka, ampak hkrati mi je pa tako kromatika zmedla in takrat sem prvič zanj zvedela, no pa sem pa tudi slišala uživo koncert te glasbe. Skratka, no, ampak če omenjam drugega glasbenika, to je Borzanis, on je deloval prav na tem območju, konkretno v Radovljici, on je bil iz Apulije, iz Italije, juga, in je potem šel z nekimi princesami iz področja Barja na Poljsko in potem ob vrnitvi se je zagozdil na tem območju in je potem začel komponirati tako za ljubljanske plemiče in tudi za tega, mislim, da je Lichtensteina v Radovljici in je tudi naučil oba očeta in sinova na igranje lutnje, ki ga takrat kraljica dvorske zabave. Ljudnici so bili res, mislim, to je bil tisti. To je bilo dušo Dilana, to je bilo nekaj med Dilanom, pa ne, mislim, Robom, no. Mislim, oni so bili res master of ceremony, so bili ljudnisti, ne. Skratka, glasba je bila zelo pomembna, ja, in zato sem tudi, pač pri vsakem, se to potem pride zelo spontano, no. Da zaslišiš glasove, s kakšnim glasom ne zdaj kdo govori. Jasno, v zadnji fazi, ko je bila struktura narejena, ko je bil napisan, pa je bila potreba, to se šlo potem, jaz ne vem, če rečem sploh, ker ti mislim, da jaz res ne pretiravam, ker sem res obsesivc pri tem in sem to se premetavala, res, pol glasno sem skozi brala in ko sem jih zalomil, sem predstavila, sem šla še enkrat brati kasneje, tako da je mora vse lepo, da res deluje kot ene vrste polifona glasbene zvrst. No, to se pozna, no, se mi zdi, in rekel pri mnogo zvočnosti, mnogo plastnosti, ne, pri barvanju, no, ker je obarvanje, ne, prav super. Mimo grede, ko sem bral o Gesualdu, se mi je kar naenkrat kazalo, ker sem o njem bral potem, ko sem bral že roman, da pravzaprav zanimiv tudi njegova življenjska zgodba združuje in tega Knezoškofa in Paulina, nekje sprehodili. Je res to, ja. Ja, Gesuald je bil, seveda je bil genijalen v tem svoji ustvarjalnosti, bil pa je tudi melanholik, ne. Melanholija je takrat pomenila nekaj takšen, čemu se je potem reklo v 20. stoletju manična depresija in se danes reče bipolarna motnja, ne. To so skratka ljudje, ki so nagnjeni k, saj melanholik je bil na ta način, ljudje, ki so nagnjeni k temu serioznemu, resnemu razmišljanju, k študioznosti, ampak imajo potem tudi euforičnosti, no. In Gesualdova zgodba je bila pač takšna, da je v enem od teh navalov besov zalotil svojo ženo in flagranti in je potem dal oba ubiti in on je bil tako slabo vez, da je šel potem, mislim, da v Jeruzalem na romanje, ampak potem si je ladja potopila pred Ciprovo, kako je že bilo nazaj grede, ali potem, skratka, ni bil to zdaj, mislim, on je bil vendarle bil etična oseba v tem smislu, da je to naredil iz nekega afekta, ne, in mu je bilo žal za to, da je to napravil, ja. Ne sem hotel med tem, ko Knezoškov je pa, kar se tega tiče do konca. Knezoškov je pa do konca, ja, namreč, mnogi mi rečejo, ne vem, a ste vi se koliko od vas si brali ta roman, ne, eden glavnih likov je Knezoškov Wolfgang, ne, on je res briljanten ne, ampak hkrati zelo brutalen. On je en od teh nevidnih vej oblasti, v bližini, v tem najožjem jedru Ferdinanda II. Deželnega kneza. Ne. Zdaj, to je res fiktivni lik, on ne obstaja, jaz sem si ga pač zmislila. Ne. In seveda je eden od tistih tudi, ki pač,
ki izdelujejo, oblikujejo scenarije v tem primeru, kako ne bi potekala rekulturizacija. Zgodovinski podatek je naslednji. Obstajale so takrat ideje, da bi uporabili pri rekulturizaciji inkvizicijo, mislim, to trdo metodo. Vendar je imel deželni knez Ferdinand svetovalca knezoškofa Palmberga, on je bil Prus, in on je to odsvetoval. Je rekel, da kadar gre za verske zadeve, je zelo slabo uporabiti silo, ker ima mnogo luteranov pomembne službe tako v vojski kot v birokraciji. 16. stoletje, ne vem, če bi tudi obdobje, ko se je začela razraščati birokracija. Ne? In je raje ubral pač to preverjeno metodo ekonomskega pritiska in sicer dal je pač, svetoval je, naj se pač pokaže vojska zgolj kot zastraševalni moment, konkretno je govoril o Gradcu, ampak sicer pa da naj knezoškof izda, mislim reči, deželni knez izda ukaz, da se morajo vsi luteranski pridigarji, skratka predikanti, izseliti in da morajo vsi meščani, ki so luterani, bodi si svoje imetje prodati in se izseliti, bodi si pač sprejeti katoliško vero. No in jaz sem pač ta dokument, ki sem ga vzela iz sekundarnih verov, vzela skoraj v celoti, s tem, da sem ga še malo pač premesla in ga malo bolj slikovito pač obdelala. Ne? No in knezoškof sicer trdi Wolfgang, ne, to je pa pač moj lik, da je res, da obstaja ta doktrina, da se ne sme uporabljati nasilja in tako naprej, ampak da je treba delati vse to z rokavicami, ampak da pa se treba vsake to časa rokavice sneti, pa si malo razgibati prst. No, to pa zgleda tako, da se pač ta postopek pospeši, on svetuje svojemu prijatelju iz otroštva, grofu Frideriku Lambergu, da izpelje čarovniški proces. Mislim, Wolfgang ne verjame v čarovnice, niti Friderik ne verjame, mislim, to sta izobražena človeka in se jima zdi to absolutno neumno, ampak pač Wolfgang mu da vedeti, da pač Friderik nima izbire, da je vse odločeno že vnaprej, da pa v primeru, da bi se odločil drugače, seveda ima vsak človek nek določen madež, ki ga je mogoče na debelo razmazati, tudi če je zelo majhen. Skratka, in jasno, Friderik zato popusti. Ne nazadnje ne popusti samo zaradi samega sebe, ker on je bil vendarle feudalni gospod. To bi imelo posledice tudi za njegovo družino, za vse na njegovem posestvu. Skratka, hkrati je ta roman mogoče brati tudi kot političen roman, ne? Kako delujejo strukture oblasti, no? Seveda, sredstva se spreminjajo skozi zgodovino, ampak postopki so kar precej podobni, tako bili v obdobju pred 16. stoletjem, kot so tudi danes. Ne? No in s tem verjetno tudi do jedra romana, ali pa saj en bistvenih elementov, se pravi, zakaj pravzaprav je precej stari šlo in zakaj velikrat še zmeri kar gre, ne? Ja. Temu Wolfgangu je šlo za oblast. Šlo je za oblast, ampak šlo mu je tudi za užitek. Užitek? Ampak to, mislim, tako je. Wolfgang je zelo poseben lik. On je pedofil. V tistem času, mislim, celi 16. stoletja izide Karolina. To je bil konstitucija Karolina, kriminalna Karolina. To je bil pač zakonik, ki je veljal za celotno ta veliki nemški imperij. Zato cesarjev Karlo se je imenoval pač z latinski izrazom, kako se prekovala, ampak pri nas je bil domačen izraz Karolina v slovenskem jeziku. In v tem zakoniku je bila tudi, mislim, da je tudi nek 116. člen, je bila prepovedana homoseksualnost, je bila prepovedano čarovništvo, herzije. To je bilo, mislim, da vse v istem paketu. Ne? Predtem, jaz sem se pogovarjala z zgodovinarjem Sašom Jeršekom, kako je bilo to prej urejeno. Ne? Pa to so neki lokalni zakoni urejevali. Ne?
In medtem, tukaj pa to bil zakon, ki je zakonodaja, ki je veljala za celoten prostor. Ne? Ampak Wolfgang razmišlja seveda na ta način, ne? Tudi sam izreče, kar je dovoljeno v Jupitru, ni dovoljeno v Volu. Jelena bi znala to latinsko povedati, ker tega jaz latinsko ne znam, jaz moram prav povedati, ko se to reče v latinščini, ker potem se pač prevede. Skratka, Wolfgang je pač tiste vrste oblastnik, ki je prepričan, da je absolutna elita in za katero velja povsem drugačna pravila kot za vse ostale, tudi za ostale meščane in plemstvo in tako naprej. Ne? On je prepričan, da je pač izbranec. Ne? On sam, to sva se prej z ljudem pogovarjala, jasno, v imenu te cesarske zakonodaje in tudi v imenu Boga je on mnogo ljudi v svojem življenju poslal na grmade, jih je obtožil, oziroma poskrbel, da so bili obtoženi herezije takšnih in drugačnih oblikah. Ne? Ampak tisto, kar pa si vendar pa je on pričakoval verjetno, ne? Ampak potem z leti vse manj, oziroma staranjem, da bi ga mogoče vsem lahko kdaj doletela kazen. Od Boga, da bi si užel, da bi preizkušal, to je malo infantilna pozicija, ne? Tako malo histeriče, preizkušal je meje, da lahko gre. Ampak pač tako je bilo, da nič, v njegovem življenju se mu ni nič slabega zgodilo v tem smislu, da bi on sam to prepoznal kot kazen. In celo ta njegova smrt, za katero ve, da prihaja, tudi te smrti ne prepoznati kot kazni, ampak kot učinek naravnih zakonov. Pač regularno. In Wolfgang je v tem smislu ateist. On sam prizna, da je celo mislil, da na koncu nekje, ko se bliža smrt, ko človek začuti to hladno roko na zatilju, da se bo vendarle prikazala nekod ta metafizična svetloba in ga potem popeljala nekam v onstranstvo. No in to se njemu v tistih zadnjem času niti ne more več trenutno, ampak takrat je še pri zavesti, se mu ne zgodi. Ne? In to je zanj pač dokaz, da Boga ni, da so taki pojmi, kot so dobro, zlo, etika, vse to, da so to neke čist človeške utvare, se rote brez starša v resnici. Ne? Ateizem pa v 16. stoletju ni bil pogost povedal, oziroma je bil zelo, zelo redek. Vsakdo, ki ga je izrekel, seveda, mislim, javno je počel grmadi. Je bil en Poljak, pa nekaj sem preverila, eni trije so bili, če so se služalski počali. To je pač Wolfgang. Zdaj, ta drugi lik, nekakšen antipod, pa je pač Nikolaj Miklavž Pavlin. On je mladenič, tam recimo v drugi polovici 20 let, tudi zelo izobražen, tudi izjemnega duha, tudi bi lahko rekli, da je genijalen. Njegov jezik je, materni jezik je slovenščina. On je zaposlen kot mestni pisar v luteranskem mestu pri luteranskem županu Vovku Falkinu. Vovk Falk je zelo odprt človek in pač njegova ideja je bila, da na to mesto, ki je odprto tako za ene, kot za druge, tako za luterane, kot za katolike, tudi za tujce, tudi Židom je tam pač, so se vsi delali, da so pač tržaški trgovci in skratka, ne. No in on seveda s to svojo genialnostjo se čuti zelo osamljenega, ker začne on razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, ne. Jasno ga ponavadi zatrejo, ne, ne, kako se pač to lahko predstavljaš. Pa se lahko celo predstavljaš, da bi človek šel na Luno, ne. In on reče, zakaj pa ne? Pa bi reče, ne bojte, prosim, mislim. Uprik se ti drži se ti tega svojega birokratskega posla, plača Mislava, Leluharskega, ja, skratka, mislim. In to je bil razlog, da on potem začne, da se odloči, da začne pisati. Zdaj, v katerem jeziku on začne pisati? On začne pisati v slovenskem, nemškem in verjetno tudi malo latinskem jeziku. Ne?
piše pa dvoje, piše stvari, kot on reče, da bo pisal stvari, ki se mu dogajajo, to je, iz tega nastane potem literatura, in potem se loti tudi razmislekov o tem, kako je svet narejen, kakšen je ustroj sveta, skratka, filozofija se loti. Namreč, on je bil tudi, se je izobraževal v Gracu in mislim, da tam je študiral in to. In to pa v bistvu začelo nastajati neki filozofski spisi, ki so zelo podobni, oziroma sem sploh sama za izhodišče vzela Descartove meditacije. S tem, da on to piše leta 1600, Descartes je to pisal leta 1630. Ne? Skratka, jaz sem njemu položila razmisleke, ki jih je Descartes razvil šele 30 let kasneje. Zaradi svoje narave, pač on je melankolik, niha od euforije do hude depresije, padih in tako naprej. Seveda nekratko nasukal, vendar je gre tu za dva močna vzvoda. Ena je, da se totalno zaljubi v eno dobo, kakor ne šmirla to slučajno, ne? Kaj je vesela, da se je končno zgodila enega starega zoprnega moža. In seveda vse te brutalne situacije, kjer mora sam po službeni dolžnosti sodelovati kot pisar, ne? To je zanj absolutno nevzdržno, ne? In to ga preveč razruka, tako rekoč, in ga potem pahne v zelo take prestopi to mejo, vstopi v norost, no? Ampak se odloči, da se potem vrne nazaj, no? No, to sta ena dva glavna. To sta dva, ja. Sej veliko jih pravzaprav ni, ki bi zelo z imenom nastopali, ne? Ja. Sem še prav malo gledal, da je dosti malo, ne? Zanimiv sem že, kako ste imena zbrali. In je prav, ker ne vidimo, kaj pisatelj dela, kako to ustvarja, tako izgleda, kot da ste jih ne še zbrali. Jaz sem to malo igral se s temi imeni. Wolfgang seveda izhaja iz Volka. Ja. Volk Falke, že po imenu je ravno tako volk, samo je od polka volk. Verjetno, ne kaj je bil Falke, ne? Ljudski volk. Ja. Paulus je tamejhen, ampak Miklavž in Nikolaj je pa zmaga ljudstva. Se pravi, to majhna zmaga ljudstva. Ne, prav zanimiv se mi je zdaj neverjetno biti tako postavljeno, kakor so v romanu postavili. No, mislim, zanimiv, pa se mi je, mislim, to je ti zanimiv, ne vem, kaj bravci vidi, kaj pa v smislu Ja, vsega tega nisem vedela, ne. Nisem bila sploh mislila, dobro, za Volga, ja, ampak Volga mi takoj prišel in sem da, to je prav, Volga je prav. No, Nikolaj Miklavž Pavlin je moja zgodna zgodba in sicer ta Pavlin, ne, to je omaž mojemu mačku Pavliju. Pavliju, ki je pač umrl točno pred 2 letoma. Midva sem bila blazno povezana, mislim, 14 let sem živela skupaj in to je mene popolnoma sesul. In to je pač moj omaž Pavliju. Nikolaj Miklavž, tle je malo mene noter, ne, jaz sem rojsten dan 14. Nikolaj Miklavž bi ga imel med 6. in 8. decembrom, sem bila v mislih, ne. Skratka, Volk Falke mi je pa predlagal, ker sem imela en drug, pa mi je pa predlagal, ko sem dala brati Sašo Jeršetu, zgodovinarju, ki je migrati rojen 8. decembra, skratka, se smo že vošla danes, mi pa predlagal Volka Falke in ker sem to slišala, se je odlično. To je to. Ampak sva iskala prav imena iz tega področja, no? To je Saša to prispel. Ostali pa, imajo še imena Kostanšek, ja, Kostanšek, Kostanška. Imela sem en delovni naslov, mislim, neko delovno ime oziroma priimek, potem pa sem bila pred 2 letoma na rezidenci v Gracu in se šla v to deželno biblioteko, Landes bibliotek, in ker mi je pač en prevajalec mi je pač rekel, pa tja, poznam pač Kostanška, ki dela v tem starem oddelku in grem pač temu Kostanšku. In ta Kostanšek se piše Kostansek. Njegovi predniki so res, mislim, da s področja Dolenjskega, kako mi je razlagal, ampak on ne zna nič slovensko. Res pa je, da dela na tem oddelku za te stare knjige. In smo se midva takrat malo pogovarjali o tej situaciji,
v Gradcu leta 1600, o teh literarnih in tako naprej. In prinesel mi tudi nekaj knjig, vključno z Dalmatinovo Biblijo, ki je pač en izvod v tej graški knjižnici. In potem, ko sem jaz, da je dvakrat se šla tja, tudi sem šla samo pač v glavnem brati, malo gledati knjige in to, pa se kaj spisvati, kako sem lahko, ne, mislim, to ni kar v frakturi, ne, pa z mojo slabo nemščino kasnovali, ampak sem kar ustrajala, no, tako da sem počrpala neke impresije ven, no. Tako da, ko sem šla prvič ven iz tega lani iz biblioteke, sem rekla, nič, ta človek je oskanšan. In ravno danes, ko sem bila pri Jeleni, na uri nemščine, ne, ker sem rekla, pač si malo pripovedala to svojo nemščino, ne, sva pa skupaj smo se sestavljali, smo ona me zelo pomagala, jaz sem povedala, kaj da bi rada pač sporočila, ker mu bom dala, če to ne zna slovensk, ne, en izvod te knjige, ker mi je bil pomemben v tem procesu pisanja, ne, in to bo zdaj v lepščini napisan, knjiga v slovenščini, zdaj pa ne se postašek slovensk naročila, da nekomu da, povedal. Do prevoda? No, sej na tem zdaj delamo, ja. Na tem zdaj delamo, ja, tako, ja. Drugska imena pa... Julijan je pa kar tudi tako prinesel, pa se mi zdaj pa ta je res Julijan, ne? Julijan je Slovenc, ne? Ta je pa tist pragmatik, ne? Tist... Pa ta je ljubitko pa še nekaj. Ja. Julijan pomeni ljubitelj oziroma božji. In ta je zelo čisto prav. Ja, ta je tak pragmatik, ta je tist super gled, malo, mislim, tist. Pa mislim, da je že ni prav imen, ne? Pol je pa v bistvu poimenovana tržaška trgovka, a je potem je ta Agnes Hipatija Nežica, ne? To se nam, dobro, ena plemkinja, tu mislim, da so, tu mislim, da so, pa je Mačka Mici. Mačka Mici, ja, Mačka Mici, ker je pač omenjeno zato, ker ko Nikola Miklaš Pavlin pač živi v eni sobi, ima gospodinjo, ne, ona mu daje to sobo in on ima enega ptiča Spiritusa, točno Spiritusa, in on seveda ko razmišlja o tem, kakšen je ustroj in lastnosti človeškega bitja v primerjavi živalske, to so pač njegovi filozofski teksti, on seveda dela primerjave z mici, pač kako doživljajo živali svet in kako ga doživljajo ljudje, ne. In ta mici se mu skozi tam malo mota, malo mu strašimo ga ptiča, on je pa skozi paniki, je zaprl kletko, a je vidimo ga, da zdaj ne bo požrla in tako naprej, no. Skratka... Pol imajo mački kar precejšno vlogo, no, na koncu se spet pojavijo. To so pa blejski mački. A ne, ki pravijo tako, da bo tudi njihov, ta mladi mački, njihov čas pa šel in bojo stare prce pospravili. Če ne zdaj pa naslednjo sezono, ja, to pa je v duhu zaključka romana Kronosove žetve, ne. Namreč, jaz sem si tako zamislila, da bralec vstopi na vodu v roman, ne, in potem začeti tako počasno gibanje, potem je to vse hitrejše, res je nekakšna centrifuga in potem je nekakšen sifon, ki potegne bralca v to kaotično dogajanje, pa potem spet izvrže točno na obali tega Blejskega jezera in to osrednje dogajanje je zgoščeno v eno leto, od spomladi leta 1600 do spomladi leta 1601, konča se, kot sem rekla, tukaj in s temi naravnim dogajanjem, ne pač pomladje in s tem opisovanjem narave sem skušala opozoriti oziroma saj asociirati na sam naslov Kronosova žetev, ne. Kronosova žetev seveda z naslovom sem imela hudo težavo. Nič mi nisi vedela, vedela sem, da je samo en naslov, ki je točen, ki je tist pravi naslov. Vedela pa sem, da ga imam zelo blizu, da ga čutim samo, da se ga enostavno, da moram počakati na pravi trenutek, da ga bom zaslišala, ne. In zaslišala sem ga res na spomladanskih ekinovcih, na ekonoče, tisto noč. V ponedeljek, to je bilo iz sobote na nedeljo, v ponedeljek sem res morala naslov dati, da ga bi šel eden, ker ni bil v redu, ne. In seveda, Kronos je v tej antični mitologiji bog poljedelstva, skratka, in v tej Heziodovi teogoniji je bog časa, ne.
to je pač, govorimo o tem grškem svetu, v rimskem svetu je imel to funkcijo, sicer ne čisto podobno, pa vendarle Saturn. Skratka, po eni strani gre za ta krogotok, ne, teh različnih letnih časov in tudi samo to logiko, da ko ena stvar, ko se zaseje nekaj, to potem začne rasti in uskali, zraste in potem v nekem trenutku, ko je dozori, se to požanje. Ne bi tako bilo, pa vemo v življenju, da to tako ni, ne? Da ta srp, namreč ta bog Kronos je, je najpogosteje naslikan z srpom, oziroma včasih tudi kar z koso. Seveda lahko požanje oziroma poseka tudi v kali stvari. Ne? Je pa tako, da kadarkoli zareže v človeško življenje, pokosi človeško življenje, ne vzirajme to čovkstar, je to vedno hud udor, tako za samega človeka, mislim, nekako se moš pripraviti, ali imaš sploh možnost, ali imaš možnost čez smrt sprejeti, mislim, to so zelo, grozljive zadeve tako za samega umirujočega, kot seveda za vse ostale okrog njega, ne. Včasih seveda pade eden, včasih lahko cela ljudstva, včasih so to genocidi, ne. In ko sem dobila ta naslov, seveda nekako to je to. Kronosova žetev. In hkrati ima to poetičnost, kar je tudi v samem jeziku, obenem pa deluje pa brutalno. Ne? Malo sem pa protestirala in vsi so mi rekli, da je. Zanimivo se mi je zdaj, ker seveda v grški mitologiji Kronos se upre očetu Uranu in ga skopi, ne? Potem se pa to isto njemu tudi, ne? In pravzaprav je že skozi njegov ime upadam tisto, kako imate lepo noter spravljeno, kako se ne zgodovina ponavlja, kako zgodovino ponavljamo, da se iz zgodovine nič ne naučimo. Ne? To sploh se mi zdi zelo to malo. Wolfgang, svoje sprednje, mislim, da imate super spravljeno. To bi rekel, da se res ne naučimo nič iz zgodovine? Ne, če bi se zgodovino naučili, potem zdaj ne bi bilo vojne v Siriji, ne? Potem ne bi bilo vojne na Balkanu, ne bi bilo Srebrenice, potem ne bi bilo Auschwitza, ne bi bilo mislim, vse tudi se, ko se pogovarjata Wolfgang in njegov sogovornik, pač Friderik, mislim, kada resnično človeštvo želje povedali, vse to ni res, ne, neke druge strasti od želje po oblasti, potem pa te želje po ugodju, ne, to je to, ne, linija najmanjšega odpora, kot se temu reče, ne. To boš, če se ni treba potruditi, kaj je dosti in tako naprej, ne. To recimo Wolfgang zelo očita, ne, zato tudi on prezira ljudstvo oziroma nasploh človeštvo, da so lenuki, ne. On ni lenuk, on skozi melje, ne. On skozi melje, se bi bilo pa boljše, če bi kaj tudi zapisal, ne. To pa se na koncu zave tega, zato občuduje tako zelo Nikolaja Miklavža Pavlina, ker pač on Nikolaj Miklavž Pavlin se odloči, da bo to zapisoval. Wolfgang pa skozi, on pa to besedno inkontinenco, ne. Pravi, imel sem dostop do živtkov, vedno sem si znal vzeti vse, kar sem si želel, pa tudi, če sem koga zgazil, ampak v resnici nič mi ni nikoli to zelo povzročil toliko velikega užitka, kot govorenje, ne. Samo, ker je predstavljeno te oralne kulture, reč po temu, ne, jasno, da in ker je bil skozi ta veja v oblasti v senci, se zaveda, da za njim ne bo ostalo nič. Ampak res nič, niti ne bo posmrtnega življenja, kot on sam pravi. Edino, kar bo potem, ko bo pač umrl, je, da mu bojo še tudi razni lasje in nohti, ampak enostavno bo zginil. In to soočenje s tem breznom, pač to je tisto, kar on verjame, da po smrti ni nič, to je groza, s katero se on v tistih zadnjih, rečemo, dnevih pred smrtjo, ali recimo tednih, sooča in kje so še pač fizične bolečine, ki si jih lajša z zvarki. Namreč pokažem tudi, da ta globalizacija ni stvar 20. stoletja. To bi pa pravo, Sašo je še eno pomenil, da to je bil pač, v tem času je bil cesar Rudolf II, cesar tega velikega nemškega cesarstva, ne, pač te so bile nemške državice, potem so bile notranje, potem je bil ta Habsburški del in samo en del tega Habsburškega kraljestva so bile notranje avstrijske dežele. Ne. No, in v tistem času je bil iz te Habsburške veje, Rudolf II, cesar v Pragi, je imel svoj dvor.
on je bil v precejšnji meri nor in tudi je bil zadet, no. In mi da tako, bi prav, da je enkrat on gledal, mislim, ali je to v Pragi, ali to v Nemčiji, v nekem arhivu, da ko so vodili dnevnik, ne, te njegovi, te najoži, kaj je vsak dan jedel, pa zdravila in tako naprej, da je bil vsak dan napisan Kreuter. Kreuter so bile, mislim, to ni bila Veta pa Melisa, ne. Ja. No, ko ravno omenjate, no, Nemško cesarstvo, ne, zanimivost, ne, in to je seveda tudi del dogajanja tukaj noter, zanimivost Nemškega cesarstva je bila ta, da je pravzaprav tukaj največ čarovniških procesov potekalo v Evropi. Tudi, ja. Ampak v celotnem, jaz recimo tle imam na par podatkov, ne, če je od 1430 do 1780 so zlasti potekali ti procesi in tam naj bi bilo smrtnih žrtev od 40 do 60 tisoč, po ocenah največ 100 tisoč recimo, ne, ampak v Nemškem cesarstvu naj bi bilo 25 tisoč. Ampak kje je tako? Ja, to je zdaj celotno. Namreč, čarovniške procese se največkrat, se tako v tem podjetno splošno meni obstaja, da so čarovniški procesi stvar srednjega veka. To ni res. Čarovniški procesi so predvsem fenomen novega veka. Namreč konec 15. stoletja, po vseh teh kugah, za česa je toliko in toliko prebivalstva umrlo, in sta dva dominikanca, to je bil Springer in ne vem, ruska je zelo pozabil, sta napisala delo Malleus Maleficarum, čarovniško nakovalo, in to delo je pomenilo nekakšno teološko pravno podlago za izvajanje čarovniških procesov. Zdaj, kje pa je bilo največ čarovniških procesov? Natanko tam, kjer so potekali boji med luterani in katoliki. Skratka, tam, kjer je bilo izjemno razdraženo okolje. In ko sem jaz prišla do teh podatkov, ne, sem si kar nekaj teh knjig naročila, pa veliko sem delala, pa čeprav tudi prskala po spletu. Italija, recimo, jih je imela izjemno malo, kar je zanimivo, ne? Oziroma, tiste, ki jih je imela, so bili natanko na tistih območjih, ki mejijo Švico, kjer so bili pač kalvinisti, ne? Tukaj, kar zadeva ta veliki nemški imperij, pa bistveno manj, mislim, jih je bilo pa resnično največ prav v tem Habsburškem delu. In Štajerska, mislim, da kar vodi skupaj z Bavarstvom, v celi Evropi. Nekjer jih ni bilo toliko, ne. Na tem slovenskem območju jih je bilo največ v drugi polovici 17. stoletja. Moj roman se dogaja na koncu 16. ampak se je pač, da mi povedati, da je ta čarovniški proces itak konstrukt, ne? Ampak seveda, noben to konstrukt, ki ga ni mogoče nazivati, ne? Mislim, se potem razšir, razraste v nekaj drugega. Ja, in to so bile seveda žrtve so bile precejšnje, največkrat so bile žrtve ženske. Ja, tukaj recimo je podatek, da na slovenskem bilo 68% žensk. Nekaj neopredeljenih, pa 68%. To so bile ženske, recimo, ki so se ukvarjali z liščarstvom, to so bile babice, ki so znale urejevati rojstva. Vešče, modeli, kot rečem, modeljanke, ne? Modre ženske, ja, kako je že. Potem so bile pa to lahko tudi ženske, ki so bile kakorkoli moteče, teh primerov je tukaj kar nekaj. Potem, ampak tisto, kar jaz skušam pokazati, je pa naslednje, ne? Na tem žrtveniku, ne, ki ga ima ljudstvo postavljeno, se je lahko znajde kdorkoli, ne? Kdorkoli. Tako se na županka že izpravlja, ne? Se že na županka izpravlja, ja. No, to je pa tudi zanimivo, no, zraven se recimo hotel reči zanimivo, ne? Res, to je tudi potem zanimivo vprašanje vloga ženske sploh v romanu. Zanimivost pri teh procesih, no samo vem, da sem prebral, da pravzaprav bolj ali manj po Evropi je res procent žensk izrazit pri teh procesih in pri žrtvah. Zanimivo samo v Islandiji je ravno vrno na 1/10, je to moški. A res, to ti je bilo To je bilo zanimivo videti zakaj. A res? Pa ne vem zakaj.
ima drugačna razmerja. Ja, ker no, treba tudi to poudariti, ne samo katoliki, tudi protestanti so ženske, ne? Ampak tako treba poudariti še enkrat, no, da, no, mislim se, to je itak sodilo v herezijo, ne? Takšno je drugačno, ne? Herezije so lepa, bodi si, da je šlo za drugačen koncept razumevanja sveta, bodi si pečanje z veščarijami, in skratka, katoliki so bili pa tukaj si absolutno vodstvo, ne, Bavarska, Štajerska. No, pa tem je pa zanimivo, no, ker vidim, da že nam bo čas veliko, no, nam republiki izteka čas, ampak ste pa zraven bil globo ljudstvo, ne? Ljudstvo je pravzaprav najmanj enak močen lik, bi rekel, junak, ali kako k temu rekel, ne, kolikor bi sploh bili junaki tlele noter, ne, ima najmanj enako močno vlogo, ne. Seveda, ko govorimo o boju za oblast, je to predvsem boj med ljudstvom in oblastniki, ne. Čeprav pravzaprav, recimo, kot človek tole bere, ugotovi, da pravzaprav na veki je včasih hujše, ne. Kakšno vlogo ste mu dali? Ja, gre za boj za oblast med deželnimi stanovi, ki smo takrat protestantski, luteranski, ne. Skratka, to je šlo za plemstvo, nižje in višje plemstvo, predstavniki meščanov in te cerkvene duhovščine. To so deželni stanovi. Kot sem rekla, mislim, tudi samostani so nekateri postajali luteranski, ne, v tistem obdobju. Ne, mislim, samostani, mislim, so pač prestopili v luteransko delo, ne. In deželna oblast, deželno-knežna oblast, Habsburžani so bili katoliki. Tukaj je šlo za ta boj za oblast, ne. Zdaj, ljudstvo jasno je bilo pa tako, kot je vsa, mislim, gre za to, ljudstvo ni homogeni, kolektivni subjekt, ne. Obstaja pač to podeželsko ljudstvo, potem je mestno ljudstvo in v nekem momentu v romanu tudi plemenito ljudstvo, ne, ko razpravlja o tem, zakaj je mlada gospodična umrla, ne. Namreč bila je pač zelo inteligentna, izobražena in pač nekega lepega dne se je med prehajanjem po vrtu sesedla in potem 6. dan umrla, ne. Zdaj, moja diagnoza bi bila, da je pač doživela to anevrizmo, ne, to pač, ne, jasno, takrat tega znanja niso imeli, pa tudi mati njena ni dovolila medikusu, skratka zdravniku, da pogleda v telo, kaj bi bil razlog, ne. Ampak potem je to plemenito ljudstvo razmišljalo o različnih vzrokih in je prišlo do naslednjega zaključka, ne. In sicer, da ženski možgani so itak lažji od moških, da niso narejeni za težka razmišljanja in pečanja s težkimi stvarmi, kot so teornike, matematike, znanosti, lepe umetnosti, astronomije in tako naprej, da to ženski možgan tako zelo bremeni, ženski možgan, ki je narejen za največ 2 jezike, mogoče, za pletenje, za vezenje in podobne stvari in za uboganje ukazov staršev in kasneje svojega moža. In ker je ona preobremenila svoj možgan s tem, ne, ja, svoj možgan je preprosto počali. In to je pa pač zaključek ljudstva, ne, tega. No, pač to ljudstvo, jasno, da ima potrebo, kot sem rekla, ljudstvo ni homogen subjekt, nastopa kot kolektivni subjekt, ampak vedno si mora vzpostavljati to neko identiteto v odnosu do drugega. Tega drugega pa prepozna pač bodi si kot zunanjega drugega, to so pač tujci, to so nenazadnje meščani, ker so tudi oni skozi med nekimi spori, ne, meščani jih imajo pač za neke zabite kmete, oni se pač imajo neke druge, mislim, podržavljani se načujejo na drug način iz teh mestnih ljudi. Skratka, bodi si, da prepoznajo tujca izven sebe, bodi si, da prepoznajo tujca znotraj sebe. To so fejstvi, ko omlinarjevi vdovi govorijo, prav tale tujka, kako tujka, si je naša? Ne, pa tale je tuja, ki je drugačna. Nam je tuja, ja, nima veze, ja, nam je tuja in konc, ja. In seveda, poleg tega jasno, ima ljudstvo kar nekaj teh gospodov in gospodarjev, ne. Najprej ima pač, rečemo, fevdnega gospoda, potem ima deželnega kneza,
Potem ima še nekega cesarja, ne, v katerem sploh dvomijo, sploh obstaja, ki se ga pa vedno znova zave, ko pridejo žurniri, skratka nemška vojska in začnejo potem nabirati kandidate za obrambo pred Turki, ki so bili zelo pomemben faktor v tistem času. Ne. In potem so te še cerkvene oblasti, ne, mislim, Salzburška patriarhija, potem ta Oglejska, potem so še lokalni župniki, vikari, mislim, teh je kar nekaj. Ne. In ljudstvo seveda skuša na nek način preživeti in v tem svojem preživetju je strateško iznajdljivo in hkrati tudi zna biti zelo brutalno. Zdaj, kdo je to ljudstvo? Ne? Mislim, to so ljudstvo posamezniki, vsak z neko svojo zgodbo, ki pa se v nekem trenutku povežejo. To je to, ne? In nič drugače ni, recimo, kot danes na forumih, ne? Ko se lahko neka masa nekih glasov, ker to ljudstvo ima v romanu notranje dialoge, in se lahko predeluje in lahko so tako brutalno, da koga na teh socialnih mrežih pahne tudi v smrt. Ne? Mislim, da smo tudi v tem prostoru širšem slovenskem poznamo to vrstne primere, ne? V tujini sploh. Ne? Skratka, gre za to, da se, ko človek postane del ljudstva, ne? Na ta način delujočega ljudstva, seveda ima možnost, da sprosti te zelo nizkotne strasti, ne? Te brutalnosti, tudi nasilnosti, ker je v tem smislu posameznik otresen vsakršne individualne odgovornosti. Poleg tega ljudstvo, ko začne na začetku razmišljati, ne, prizna, da ima, mislim, da ni dobro, da je dobro, mislim, da je ustrojen človeški možganov tančno narejen, da se slabo nenehno predseje, da to slabo ne ostaja v naših možganih, ker sicer bi se lahko zamašili, pa ne povzročili tesnobo, občutek krivde in to ni nič dobro. Ne? In tudi potem, ko vidimo, ne, ko ljudstvo razmišlja o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo, ko se ozre nazaj, eni stvari se sploh ne spomne, ne? To je to. Zato tudi pravi ljudstvo, ne, da je dobro pozabljen. Dobro pozabljen, ja. In kot lepo Knjedoškov pravi, da seveda za vlaganje je pa ravno potreben minimalno spomin. Ja, to je potreben minimalno spomin, ja. To učita Wolfgang svojemu prijatelju Grofu Lambertu, ja, da pač lahko premikaš figure na šahovnici, ne? Ker sicer te vrtijo okrog prsta, pa sam niti ne veš. Ne? Mogoče bi bilo zdaj danes odgovorila, da bi bilo dobro kakšno odlog, če bi mogoče ta odlog o ljudstvu, zapravo o vprašanju, mogoče prebrano, da slišimo živo besedo. No? Ja. To je kratko poglavje, najkrajše. Naslov je ogrevanje, pa tudi tega ne bom čistilno pregledala, da vendarle ne bo predolgo. Skratka, situacija je pač naslednja. Ljudstvo se zbere pred gradom, kjer poteka zasliševanje Kostanžkove hčere, ki je obtožena čarovništva. To je situacija, ki bo začela pripraviti. Zasliševanje Kostanžkove hčere poteka od jutra. Ljudstvo čaka pred graščinom, a Kostanžka še vedno ni razpregled. Ljudstvo se sprašuje, ali se ni morda ustrašil, da ga doleti hčerna usoda. Škoda, da zaslišanje poteka v zaprtih grajskih prostorih, saj bi želeli slišati njeno pričanje, pa tudi kak njen krik. A takšna zaslišanja praviloma potekajo v kleteh. Kleti so najprimernejši prostori za prešanje resnice, za razgovore in izpovedi, ki jih spraševalci surovo vlečejo iz žrtev, da lahko po takšnem dialogu iz zasliševalčevih ust ne prileze več nobena beseda, ampak samo še mravlja ali črv. Tako je bilo in bo tudi v prihodnosti. Iz vlažnih kleti kljub slabemu prepuščenju zvokov za plačilo informacije prinašajo beriči in ljudstvo naznanijo. Punca se je že začela dreti, a za zdaj ni še ničesar priznala. Trmasta je kot njen oče, a jo bodo že previli in zlomili, komentira ljudstvo, ki ne čuti več sočutja do dekleta in ga muči le še to, ali so vesti, ki jih plačujejo grajskim hlapcem, resnične ali ne.
Radi bi vedeli, kako se vešča na natezalnici zvija. Radi bi slišali njeno dretje. Radi bi videli, kaj vse je počno. Ste prepričani? Vpraša eden od grajskih beričev. Kajti ni več daleč trenutek, ko se bo od bolečin in vsega hudega spomnila koga, ki je pri njenem početju pomagal. Kako? Je imela pomočnike? Se začuži ljudstvo. Še malo jo privijajo in bo izdavila, skume Coprala, odvrnil beriči. Mar ni Coprala sama? Se ljudstvo še naprej čudi. Plača ljudstvo, pa ti povemo, odvrnil beriči. Čakajte, grajski beriči, o kakšnih pomočnikih, o kom govorite? O kom natanko še ni znano, a o kom drugem, če ne o nekom izmed vas? Nemogoče. Mi z njo nismo imeli nič, je vznemirilo ljudstvo. Bomo prisluhnili in vam povemo. A te informacije bodo draže kot vse doslej. Za tistega, čigar ime bo izgovorjeno, bo čas odločilen. Mi nismo nič krivi. Vse pravimo, bomo prisluhnili, vi pa medtem napolnite mušnice. Ljudstvo začne vedeti in si drug drugega ogledovati. Ljudstvo ni mirno in odslej težko spi. Lahko se zgodi, da Kostanškova hči omeni prav njihovo ime, njegovo ime, njeno ime, ime katerega bližnjih. Molimo, se spomni eden od njih. Molimo, zakaj? Vpraša nekdo. Molimo, da je ne bi tako zelo bolelo, da bi začela lagati v bolečini. Lahko molimo, da bi jo tako neznosno bolelo, da bi od bolečin čimprej umrla. Kaj pa, če bi molili, da krvni sodnik prepozna njeno nedolžnost in jo izpusti? O ne, nedolžna pa ni, kriva je. Zato molimo, da ne izgovori mojega, pa tvojega imena. Molite, kar molite, stopi iz ljudstva nekdo in se na široko smeji. Kdo pa je ta v črni suknji, z visokim klobukom na glavi, ki se je zarešal in na to pripričal izginil, oblečen v črnega kranca, v eno črno zlodevih podob, v kateri se v teh krajih občasno prikazuje, hodi oblečen kot mi, kot da je eden izmed nas. Kako ne ga ločimo? Kako razpoznamo, kdo je zlodej in kdo smo mi? Ja, tukaj v bistvu se vidno, kako ljudstvo razmišlja. Ja. Se še danes tako razmišlja? Isto. Res komentira, mislim, da ni Wolfgang, mislim, da je ta krvni sodnik, ki pride, Ja. prav ta ljudi so tukaj, pa ni, ne vem kako, in prav, da bi bilo pribor, ki pa neče razino uporabljati, prav, ali ljudstvo itak nič ne izrazimo, tukaj so samo čustva. Ja, čustva in nagoni gonijo želje v svet, ja, ne razum. Čustvi in nagoni želje v svet, ja. Tudi zdaj, ne? Ja, to je to, ne, tam je tudi en stav, ki me včasih kdo vpraša, ali res mislite, da se človeštvo nič ne uči iz zgodovine, ne, da se vi ste me tudi vprašali zdaj, res je. Ampak vendarle, no, ljudje, na vse bomo počas zaključili, pa pojraj še kakšno debato odavljati, ampak vendarle, že prej ste nakazali, ampak roman se pa pravzaprav, skoraj bi rekel, vendarle malo optimistično konča. Saj lahko bi ga tako razumel. Ja, možni ste pribrani. No, tisto, kar sem hotela je, da v vseh grozotah življenje teče naprej. Ne? Tudi konec 16. stoletja je bila ta ideja o koncu časa. Ne? To je bilo pač neko obdobje, ko se dogaja neka tranzicija in sploh ljudje ne vemo, ne vedo, kaj se pravzaprav dogaja, ker se vse skupaj prehitro odvija. Ne? In v neki podobni situaciji smo danes. Ne? Mislim, neke stvari se dokončno zginejo, oziroma vsaj za čas našega življenja so se spremenile. Ne? Recimo, svet se spremenja, ne? Ampak to ne pomeni, da bo zdaj konec časa. To tudi ne pomeni, da ni mogoče ničesar narediti. To vedno znova poudarim, ker vendarle, mislim, če človek neko etično bitje, mislim, je treba k temu stremiti, no? Stremeti. In se mi zdi, da če so padle pač te utopije iz leta 68, da je možno kar celotno družbo spremeniti, ne? Je pa mogoče spremeniti določene posamezne segmente. To pa je možno, no? Ali pa sebe. Ali pa sebe, no? S tem, ko spremiraš sebe,
mislim, tukaj sočasno skupaj. Ne? Tako. Tako da sem želela to pokazati, da po tisti brutalni jeseni in zimi ne, je prišla pomlad in res življenje gre naprej. Za tega glavnega lika sem se odločila, da mu namenam res, da mu dam možnost, da ga res odrešam. Če tudi možno, jaz sem to vse čas vedela še eno branje, ki ga ne bom izrekla. Ne. Ampak sem srečala ne 3 ljudi, ki so to tako razumeli. No. Ampak je najbolj, da si brali, to sam prebere, pa se pol odloči. Jaz sama navijam za to prvo. No, se tudi knjiga, tako kot si prej rekel, da imate ciklično, ker knjiga se začne ravno s tem, da se zima, mraz odhaja, da se segreja in konča se pravzaprav tako, ne? Kaj pomeni, da se nismo naučili, ampak vendar, da se življenje pa gre naprej, ja. Vsaj nismo se naučili, mislim, človeštvo se ni naučilo na tem ravni delovanja, ne, mislim, jasno, je znanstveni napredek, so te stvari, ampak no, pa vendarle pa ne gre poenostavljati. Ene stvari so se zelo spremenile, recimo, jaz danes tukaj sedim z vami in govorim o svoji knjigi, to pomeni, da znam pisati. S to knjigo sem izdala v 16. stoletju. Mislim, vprašanje, bi znala pisati, bi morala biti v zelo ugodnih okoliščinah kot ženska, rojena, da bi sploh bila to možnost. Ne? Druga stvar pa bi morala biti zelo previdna, kaj bi napisala. Ne? Se tebe bi se žela. To je itak, v to smer grem, ja. To še precej klebek. To je to, ja. Ja, no to, jaz bi zankrat kar pri tem vendarle končal pa raje še malo dal besedo, no, gotovo bi to še kaj ali pripomnil ali pa vprašal, no. To si še vzemo časa, no. Jaz ne žal še knjige tudi nisem. Sem še danes prišel. A ni še prebral? Ja, ne, še nisem. Ja, da imam fajn uvod. A ja, jaz mislim, da sem prebral. Se še tudi nisem. Gospa je prinesla knjige sabo, kdor hoče, si jo lahko, popustom kup. Ja, to mi je dala založba. Drugač knjige 25 evrov, tlej pa 20. Dobro, tem smo itek dobila že praktično tleta. Ja. Kaj če? Če sem rekla. A dobro, kaj ne budeš? A? Če zadelila. A boš? To je fajn, se tudi klauže, pa se tudi. Za patka, ne? Tako še patre. Mislim, da se prej naume. Pa zgodovina nas uči to, da se iz zgodovine nič ne naučimo. To je dejstvo. Mislim, Vsakič znova to isto beremo iz knjige. Ne, mislim, iz zgodovine se lahko veliko naučimo. Zdaj pa, a to večina ljudi uporablja, ne, mislim, Ne bi rekla. Jaz tudi ne bi rekla, ampak v določenih, mislim, tako je. Lahko si del množice, lahko si brutalen posameznik, ki slediš pač oblastnik, ne, lahko pa zavzameš ne oziraj na to, kjeremu sloju pripadaš pač neko etično držo, no, mislim, pa ne greš čist z vsakim trokom ovc, no. Ja. Ampak zato je treba nek določen pogum, ker Knezov Škof na koncu prizna, da je bil strahopetec. On sam prizna, da v resnici si nikoli ni upal toliko daleč, kot je šel Nikola Miklavž Pavlin v razmišljanju, niti ne kot njun mladostni prijatelj Špicenberg, ne, ki se pa dejansko upre. On se pa odloči, da bo branil svojo luteransko vero in se tam začne oboroževati, ampak ta oblast preko Wolfganga seveda stvari naplete na ta način, da jih, mislim, da konča, ne. In da če tudi on vedel, da ima majhno možnost, da to lahko brani, se odloči nekaj ne na vse. Ne. Mislim, ta roman ima zelo veliko situacij, kjer se postavljajo zdaj etično vprašanje, a so ljudje ravnali prav ali niso. Tudi glede določenih situacijah se jaz ne morem enostavno odločiti, ne, ker so tako zelo kompleksne situacije. Ne. Z optimističnim zaključkom v bistvu daješ ali pa nakažeš eno videnje, da je vse več ljudi, ki delujejo po tem principu, da so pogumni. A to razumem pravilno?
in da nekako ne bi odprl, da odpiraš eno možnost, da se ljudstvo, a ne, v tej smeri pomika, da je vse več takih ljudi, ki gledajo na stvari bolj Ja, me veseli, Ana, da tako razumeš, ampak eno stvar bi vsem dodala še, mislim, ni ljudstvo, del ljudstva vedno slabo. Vse so bile tudi, recimo, mase, ki so, recimo, naredile spremembe, ko se je situacija družbena spremenila, ne? Ko je prišlo, rečemo temu, se reče, zavest in cela družbeno-politična situacija do tiste točke, ko je lahko prišlo do spremembe, ne? Mislim, ni zdaj, ne bi poenostavljala, da je ljudstvo vedno negativno, ne? Ampak nemočno, v tem smislu. ja, je pa to masa, je pa to moč, ne? Zna biti pa zelo brutalno, ne? Mislim, in dejstvo je, da ljudstvo brez gospodarja ne, da se želi, da rab gospodarja, ja? Da vodijo, kakorkoli že. Lepo je, da se optimistično konča. To se se odloča, ne, po vseh tih brutalnostih, po vseh tega, vsi je ogromno humora, je tako ljudi. Ja, Ja. to je sploh zelo dobro, no? Ampak prefinjenega, včasih malo ciničnega. ja, ironičen humor je noter, ja, tako. Ne, sem se odločila, da se bo v redu končalo, da se bo lepo končalo, no. Veliko ljudi mi rekel, da jih je tako strah, da bo grozljivka na koncu, ne. Da sploh ne bi več govorili, so rekli, ne bi več govorili, če bi njemu, če bi dopustila, da umre Nikolaj, a veš, ne bi s tamo več govorila, so rekli. Ja, noč pa bi pa jaz kar vsaj formalno zaključil, današnji večer, da se lepo zahvaljujem še v imenu knjižnice, vsaj takole eno malenkost v zahvalo. To je knjižca o Podvinski Anki, ki je Radovljiški Špicer napisal, dramo, in jo je naša knjižnica izdala. Res, hvala lepa. Tako da imate vsaj v spomin na tole, no? Ja, ja. Mogoče pa še kakšno. Podvinska Anka. Ja. Kaj pa je ona špična? To je potrebno. Ja, da Ja. V glavnem, jaz upam, da se bomo hmalo še kaj videli, ne? Morda ravno po podelitvi pisnika. Ja, hvala za napor. Ne, res mislim, zasluži si roman absolutno, no, to sploh ni dvoma. Morda pa v kakšnem novem. Ja, to namreč je že tretje vodenje Rudijevo pogovora z mano, po vsaki knjigi, tako da glede knjige... Jaz čakam, ne? Ja, sej, sam še dve poti gremljiti, imam še tako kot Primož Trubar hodam naokrog zdaj s temi knjigami, ne. Skratka, pa imam idejo, že nekaj sem pisala novo stvar. No, pa samo še eno stvar bi mogoče pa vse omenila, ker se mi zdi zelo pomembna zadeva, ne. To je bil čas, seveda tudi, ko so Slovenci dobili svojo prvo tiskano knjigo, to je bilo takrat v duhu časa, ki se je dogajalo v Evropi, tudi drugi narodi so, mislim, da moraš govoriti o narodi pač po celem 19. stoletja, ampak ljudstva, ne, so dobila pač tiskane knjige v svojih ljudskih jezikih, ne. Tudi recimo znanosti dane, ne, Galilejo, to so pisali v italijanščini, to niso pisali v latinščini, ne, tako. In doskrat sem potem razmišljala o tem, kaj bi bilo, če bi deželnim stanovom vendarle se uspelo izboriti to pravico do verske izbire, ne, da bi ohranili ta protestantizem, ker nenazadnje luterani so bili tisti, ki so si prizadevali za širitev tiskanih knjig, in če tudi je šlo za to, za širitev luteranstva, pa je šlo obene za širjenje slovenskega jezika, ne. Če bi uspela nekako politična strategija v odnosu do želnega kneza, potem bi se zgodilo to, da bi slovenski jezik postal s tem jezik gospodstva, kar pomeni, da bi šel že konec 16. začetek 17. stoletja v univerze, v izobraževalni sistem, počasi v univerze, skratka, kakšne resne romane bi prečasno, bi prej dobili, ko smo sicer vse skupaj, bi se
pospešil sigurno za 200-300 let, ne, nekaj takšnega. In ko sem začela jaz to pisati in brati, sem videla, da je to v bistvu zelo slabo poznano in hkrati izjemno pomembno dogajanje v zgodovini tega prostora. Ne. Ker velikrat se potem govori o tem, pač Slovenci, narod, klapcev in tralala, pa to ni res. Od aristokratov do meščanov, tako aristokrati kot meščani so očitno znali slovensko in so jo tudi uporabljali slovenščino, prej seveda in so tudi podpirali tudi Trubare in vse tiskarje in jim bilo interesu, da se ta slovenski jezik čim bolj razširja. Ker jim je tudi vera pomenila v tem smislu protestantizem neko avtonomijo v odnosu do gospodarjev pa z državo. To je že Izidor Cankar rekel. Tako podobno, kot si ti rekel. A res? Ja. Ivan pa glih obratno. Izidor Cankar. On je bil duhovnik, ne? Vem. Ki je izstopil, ne? Ja, ja. Po 40 Ja. je Ja, poročal s Hribarjevo. se je s Hribarjevo poročal potem. In je izstopil, ne? In je rekel, da se moramo v družbi teh duhovnikov biti, ker nisem sposoben ene knjige prebrati. A ja, to. Ne, recimo. Na ta način. Razen Finžverja je bil njegov najboljši. Ja. Finžver je bil Ja. pač izobražen. Ja. To. Se zdravo mi zanimivo, da smo reči, da mi je... A Ivan Cankar je pa ravno obratno rekel? Ne, Ivan Cankar, potem mi se reče, zdaj jaz še nisem bila nobene replike, to sem zdaj že parkrat javno zrazila. Ja. On v Hlapcih, Jerman položi v naslednji stavek usta, ne. Nedavno sem, Hlapec Jerman izreče to, nedavno sem, ne, Jerman izreče to, Jerman, nedavno sem razmišljal o obdobju reformacije pri nas, ne, in sem prišel do naslednjega zaključka, da je bila polovica poštenih ljudi pregnanih, polovica je bila pobitih. Skratka, mi, ki danes živimo tukaj, smo pač potomci une polovice drhali. Ampak to ni res, ne? Mislim, to se mi zdi zelo tendenciozno. Sam tudi odkončam. Ni res, da je bila polovica poštenih ljudi, skratka četrtina prebivalstva takrat pobita. Ni res, ker so večinoma konvertirali, ne? Torej smo potomci konvertitov, oni, ki so že prej katolikov, pa tudi tujcev, pa oni, ki so prišli iz Nemčije, pa so mogoče potem tle ostali. Ja, pa oni, ki so prišli iz Balkana, a veš, pa razni, ki so potovali iz Granade v svetu dežela, pa so se tukaj zagozdali, ne? Skratka, Na Bled, ne? Kaj? Na Bledu. Na Bled, so te stvari, ki so potovali, ne? Mislim, smo potomci vsi raznih nekih ljudi, ki so potovali bodi si kot trgovci, bodi si z meči, mislim, ker zgodovine so vedno zgodovine pač migracij, ne? Zgodovina človeštva, zgodovina migracij od Afrike. Zadnjič je bil Aleš na Dunaju. Štigar. Potem, ko smo bili tudi žleci, potem je bila debata Ivan Cankar. Ivan Cankar je v 18. leta, ne? Sploh ni dočakal potem nove Jugoslavije, ne? Ali jo je nekdo? Nekako. Kaj bi bilo z Ivanom Cankarjem, če bi dočakal konec druge svetovne vojne in bi potem, ker vemo, da je bil rojen 76, lahko bi živel 100 let. Kaj bi bilo z tem? Kam bi on pristopil? Jaz sem potem rekel, bi se to bila ne debata, sem rekel, bi komunisti pristopil. Takrat, po vojni. Ne, to je bila ena debata in eno razmišljanje, ne. Noben ni imel pravno odgovor, jaz sem pa kar black. Ja. Ja. Šanje, jaz mislim pripričana, da je bil on tako povsem brez, jaz mislim, ker je predvsem teh tekstov, ki je, mislim, on je zelo potopljeno življeno novico, moramo reči. Ampak v enem je pa sovražil to življeno novico. Pa ne bila pač ta dvojnost, ne, po eni strani je bil pač liberalnih nazorov in po drugi strani je ta motivika zelo avtentična pa njem, no? Ja, mislim, malo kot v to, ne? postav biti, ja, pa kako se vidi, kaj bo se objavljeno, ja, ne vem. Ja. Ja, v redu. Pol pa hvala za obisk. Najlepša Tako da hvala. smo se videli. Hvala predvsem. Najlepša hvala. Hvala vam.
Mislim, da če naslednjem, ko bo spet, bo to ok zanimivo, pa ne vem, kaj bo naprej, ne znam povedati, ampak bo sigurno zanimivo. No? Tako da